Drage gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v novi kroniki tedna. Včeraj je bila pri Ruski kapelici spominska slovesnost posvečena umrlim ruskim vojnim ujetnikom. Častni pokrovitelj slovesnosti ob 100. obletnici konca Prve svetovne vojne in govorec na slovesnosti je bil predsednik republike Borut Pahor. Spoštovani visoki gostje, dragi ruski prijatelji, gospe in gospodje. Letos pozno jeseni bo minilo 100 let od konca Prve svetovne vojne. Današnjo žalno, a vedno tako čudovito slovesnost ob Ruski kapelici smemo imeti za začetek svetovnega obeleževanja konca Prve svetovne vojne, ki se bo sklenilo sredi novembra v Parizu. Poleg Pahorja je zbrane na spominski slovesnosti nagovoril tudi vodja ruske delegacije, minister za digitalni razvoj, zveze in množične komunikacije Konstantin Noskov. Delegacijo mesta Sankt Peterburg je vodila namestnica tamkajšnjega guvernerja, pristojna za socialno in demografsko politiko Ana Mitjanina. Delegacijo Ruske pravoslavne cerkve pa namestnik Sankt Peterburškega Aleksandro Nevskega samostana škof Kronštandinski Nazarij. Благослови, преосвященнейший Владыко! Благословен Бог наш, всегда ныне и присно, и во веки веков. Zbrane je pozdravil tudi kranjskogorski župan Janez Hrovat. Spoštovani gospod predsednik, cenjeni visoki gostje, spoštovani obiskovalci Ruske kapelice. Veliko čast in ponos mi je, da vas danes lahko kot župan občine Kranjska Gora pozdravim na kraju, kjer so ruski vojaki v spomin na trpljenje in umrle ob gradnji ceste preko prelaza Vršič v letu 1916 postavili čudovit spomenik na te čase imenovan Ruska kapelica. V Kranjski Gori je bil že v petek koncert ženskega pevskega zbora Sankt Peterburške duhovne akademije in mešanega pevskega zbora Kranjska Gora. V župnijski cerkvi je sledila spominska sveta maša. V kranjskogorski dvorani Vitranc pa je bil v petek zvečer še koncert Mance Izmajlove in ruskih umetnikov pod pokroviteljstvom fundacije Ruski mir. Расцветали яблони и груши, поплыли в тумане над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Выходила, песню заводила, праздник нового сизого орла. Про того, которого любила, про того, чьи письма берегла. Про того, которого любила, про того, чьи письма берегла. V Kranjski Gori širijo golf igrišče. Dela dobro napredujejo, igralcev golfa je vse več, zato je to tudi dobra dodatna turistična ponudba. Ja, mi smo ta projekt pred leta 2000 začeli z namenom narediti neko vadbišče za golf s 3 igralnimi polji. Nekoliko smo ta 3 igralna polja raztegnili, tako da jih je ratalo 6, kar pomeni, da smo lahko tudi neke turnire igrali v nekem smiselnem zaporedju. Smo imeli pa že od leta 2001 naprej željo narediti igrišče z 9 luknjami in pač s tem gradbenim dovoljenjem, ki smo ga dobili letos pomladi, so se te želje začele uresničevati. Ja, v bistvu
Edina industrija, ki jo imamo v Kranjski Gori, je turizem in del turizma je vsekakor golf. Golf je pač šport, ki privleče kar tak zelo premožen sloj prebivalstva, športnikov in tudi vsi bivši športniki vseh najboljših zvrsti igrajo na koncu svoje kariere v velikih primerih golf. Jaz mislim, da je golf odlična, dodatna ponudba Kranjske Gore. Poleg tega, da bo tukaj pravo igrišče, kjer se bo lahko igralo za handicap, in z dejstvom, da ima Kranjska Gora nastanitvene in vse ostale usluge na zelo visokem nivoju. Tudi bližina, bom rekel, v krogu 50 km je tukaj 9 golfskih igrišč, tako da bi se Kranjska Gora morala najti tudi kot neka destinacija izhodiščna za golfiste in v tem smislu to tudi ponuditi. Igrišče z 9 luknjami bo sigurno pripomogel k povečanemu obisku golfistov. V bližini imamo 2 resnično oziroma 3 dobre igrišče, Bled, pa v Avstriji in seveda tudi na Trbižu, tako da računamo na krog ljudi, ki bo krožil po teh igriščih in seveda bil nastanjen v Kranjski Gori. To je kar precejšen zalogaj. Mi smo od leta 2000 naprej društvo nekoliko varčeval denar, pač iz članarin, iz donacij in ta denar bomo zdaj investirali, seveda ne bo zadost, tako da računamo na tudi majčkeno pomoč mogoče občine, tudi računamo mogoče na pomoč lokalnega gospodarstva in pa seveda večino bomo pa zbrali sami. Pogovarjamo se v znesku okrog 200 000 evrov za to nadaljevanje tega igrišča. Se pravi, bomo mogli razširiti tudi to gospodarsko poslopje, kupiti kakšno kosilnico. Se pravi, je to kar precejšen zalogaj, predvsem za društvo in verjamem, da bomo to speljali. Ja, kar precej pridobiti zemljišča, presoje, pa seveda tudi te najbolj zahtevne obvodne študije, ki jih moramo tudi zdaj izpolniti. Občina mora obalno zavarovanje narediti, ki je ocenjeno skoraj 200 000 evrov z DDV-jem, tako da to pa seveda smo kljub vsemu zadovoljni, da to degradirano območje rešimo in da se naredi ena pač pridobitev za kraj. 133 000 plus davek, to je nekaj 165 000, pa seveda se še zmeraj kar nekaj odpira. Upajmo, da se zadeva z letošnjo jesenjo zaključi, pa da se pol res sanira zadeva. Od 26. julija do 4. avgusta v Kranjski Gori poteka 3. mednarodni filmski festival. Organizatorji želijo s festivalom obuditi filmsko umetnost v Kranjski Gori in v 10-dnevnem programu z žanrsko raznolikimi programskimi sklopi in bogatim spremljevalnim programom občinstvu omogočiti ogled mednarodno cenjenih in družbeno kritičnih filmov, ki širijo obzorja, razkrivajo nepoznane kotičke sveta in zbrane o prisotnosti ustvarjalcev ponesejo v raznolike filmske pripovedi. Novost letošnjega festivala je odbor, ki ga bodo sestavljalo mednarodna uveljavljena imena iz domačega in tujega filmskega sveta. Jasmina Bojič, izvršna direktorica Filmskega festivala Združenih narodov, Pavel Jeh, scenarist in profesor na filmski in televizijski šoli Akademije za uprizoritvene umetnosti na Češkem, Goran Bogdan, hrvaški gledališki, televizijski in filmski igralec, slovenska televizijska voditeljica in filmska igralka Katarina Čas, ki je iz domače filmske scene prodrla v ene najboljših igralskih zasedb Hollywooda, Damjan Kozole, večkrat nagrajen in mednarodno uveljavljen slovenski režiser, ter Mirsad Purivatra, direktor Sarajevo Film Festivala in profesor filmske produkcije na Sarajevski akademiji uprizoritvenih umetnosti dela. Člani in članice turističnega društva Dovje Mojstrana so organizirali slovenski dan na Trgu Olimpijcev, ki ima predvsem družabno noto. Dogodek je bil dobro sprejet, poskrbeli so tudi za živo glasbo.
Prostovoljni gasilci in gasilke iz Kranjske Gore so julija pripravili gasilsko veselico. Potekala je pred gasilskim domom v Kranjski Gori. Brez dobre gostinske ponudbe seveda ni šlo. Pripravili so tudi srečelov. Za zabavo in ples je skrbela obvezna smer. Naš pas glojko pod okence i Prostovoljni gasilci in gasilke iz Podkorena so v petek preverili, kako dobro so izurjeni in opremljeni. Izpeljali so namreč gasilsko vajo. Zadeva je potekala tako, da ne bi gorel laboratorij, biokemijski laboratorij v Podkorenu. Zraven ne bi se požar razširil še na sosednjo hišo, ki je sicer v tretji fazi gradnje, vendar so se noter igrali otroci, nismo poznali števila ponesrečencev. Bilo je mišljen 3 sektorje, 3 različne napade v majhni strnjeni vasi, kjer se en drugega ne vidimo in bi bilo vse potekal prek radiozvez. Pokazal se je velik pomanjkljaj, ni delovalo vse, kot bi moglo. Sodelovala so sicer vsa društva Gasilske zveze Kranjska Gora, od Rateč do Mojstrane. Mislim, da tokrat imamo majhen več dela, se lahko usedemo pa pogledamo, kaj smo delali dobro in kje smo falili v našemu poslanstvu. Ja, današnja vaja ob 110. obletnici prostovoljnega gasilskega društva Podkoren je bila organizirana v vodenju SVZK-pa Anžeta, ki je tudi to vajo zelo dobro pripravil. Seveda v sodelovanju vseh društev Gasilske zveze Kranjska Gora je vaja potekala praktično na 3 sektorjih in seveda na tako, bom rekel, obsežni vaji je potrebna tudi zelo dobra komunikacija, zelo dobro vodenje vaje. Seveda danes se je pokazalo, da je vaja sicer uspela. Nekatere stvari so se pokazale kot pomanjkljivosti, vendar prav je, da se takšne vaje izvajajo in seveda te pomanjkljivosti tudi odpravijo. Skratka, če potegnemo črto pod to vajo, lahko rečem, da je vaja res dosegla svoj namen in upamo, da bodo take vaje v izvedbi Društvo Gasilske zveze Kranjska Gora seveda še naprej potekale tako dobro, kot je tudi ta. Drage gledalke in gledalci, zdaj smo v drugem delu Kronike tedna, ko napovemo še prireditve, ki se obetajo v prihajajočih dneh. V prihajajočem tednu se začenjajo prireditve ob letošnjem kranjskogorskem občinskem prazniku. V sredo ob 10. bo odprtje novega športnega parka Pišnica. V petek bo prvenstvo občine v tenisu, v soboto pa Andrejčkov pohod na Cipernik. Osrednja slovesnost bo prihodnji ponedeljek. Premiera filma Slovenski planinski muzej bo v četrtek ob 19. v Mojstrani. Predvajali bodo tudi film K2 in stopinje nevidnega človeka. V nedeljo ob 20:30 bo na trgu pred cerkvijo v Kranjski Gori nastopil pihalni orkester Jesenice Kranjska Gora. Gasilska veselica pod Lipo v Podkorenu bo v soboto. Pripravljajo prostovoljno gasilsko društvo Podkoren. Drage gledalke in gledalci, to je vse, kar smo pripravili za tokrat. Imejte se lepo in nasvidenje do prihodnjič. Pa srečno!